izhajam iz izkušnje, iz lastne izkušnje, kakor je bilo zdaj tudi povedano, od predavanj na teološki fakulteti do katehetsko-pastoralne šole, biblične šole, srečanja z birmanci in tako, skratka z različnimi, zelo različnimi skupinami ljudmi, tudi duhovniki, recimo na programih izpopolnjevanja. In kar me je v zadnjih letih dokaj fasciniralo, je bilo pravzaprav precejšnja mera ignorance oziroma nepoznavanje stare zaveze. Se pravi, v smislu nekako Jezusa ali pa podobo Boga gradimo nekako iz nove zaveze, ko pa je treba razmišljati širše, kakor je bilo tudi omenjeno v predhodnem prispevku, pa nam nekako zmanjka podlage. In zato sem se namenil govoriti o tej temi na tem simpoziju. Prvi razdelek naslavljam enotnost ali enota obeh zavez Svetega pisma in morda začnem z citatom svojega predhodnika, profesorja Aleksića, na fakulteti Univerze v Ljubljani, ko pravi takole: prehod iz stare zaveze v novo zavezo zato ne pomeni, da smo vstopili v docela nov in tuj svet, v stvarnost, ki nima s preteklostjo nič skupnega. Kakor je bilo prav tako naglašeno v predhodnem predavanju, je nekako ta predkoncilska teologija na nek način zanemarjala, kot smo slišali, kulturo, zanemarjala, no, morda ni prava beseda, ampak recimo ob strani pa je puščala tudi to, kar se dotika stare zaveze, predvsem govorim o odnosu do podobe Kristusa, do podobe Boga. Se pravi, na nek način je bila med staro in novo zavezo neka vrzel, nek prepad, skoraj antagonizem. In to, čeprav govorim o drugem Vatikanskem koncilu, ki je že stvar nekaj desetletij preteklosti, to v vsakdanjem življenju še vedno opažam pri veliko ljudeh, zato se mi zdi, da pravzaprav to še se ni čisto preraslo. Zato drugi Vatikanski koncil je načelno to premostil, vendar na ravni vsakdanje izkušnje in dojemanje Boga opažam, da temu v bistvu še ni tako. In ravno s tem, ko torej drugi Vatikanski koncil premosti, bom prišel do tega, kako premosti to razliko med staro in novo zavezo, pravzaprav odpre neko novo perspektivo za novo in globlje razumevanje v bistvu Kristusa, kar se morda na prvo žogo ne zdi smiselno. Pa gremo naprej. No, tu sem še sliko hotel nazoriti, da naš pogled kristjanov je dostikrat zelo fokusiran, osredotočen torej na Kristusa. To je prizor iz nekega mozaika, ki prikazuje Jezusovo spremenjenje na gori. Toda celovit pogled, širši pogled nam odpre pravzaprav celotno sliko in na tej sliki se nahajata še Elija in Mojzes, torej ključna starozavezna lika, ki mečeta posebno svetlobo ali pa luč na lik Kristusa. Tudi sam se bom v nadaljevanju dotaknil dogmatične konstitucije o Božjem razodetju, torej Dei Verbum, in bom naglasil samo tiste člene ali pa tista poglavja, ki poudarjajo ravno to, kar zdajle poskušam naglasiti, in sicer povezanost in enotnost ali celovitost Svetega pisma v sestavi stare in nove zaveze. V 11. poglavju ali točki, kakorkoli, kjer z naslovom Navdihnjenje in resničnost Svetega pisma, med drugim beremo, mislim, da smo to danes celo že slišali, knjige stare in nove zaveze. In pobaral so nekatere poudarke, to so moji, v celoti, z vsemi njihovimi deli in tako naprej, ima cerkev na temelju apostolskega verovanja za svete in kanonične. In so kot take, torej v celoti, stare in nove zaveze izročene cerkvi. V 14. točki ali poglavju z naslovom Stara zaveza pravi recimo tole: tisto udejanjanje odrešenskega načrta, ki so ga sveti pisatelji vnaprej oznanjali, o njem pripovedovali in ga razlagali, je kot resnična Božja beseda vsebovano v knjigah stare zaveze. Zato te od Boga navdihnjene knjige ohranjajo neminljivo veljavo. In grem naprej.
15. točka se prav ustavi ob pomembnosti stare zaveze za kristjana in pravi med drugim. V knjigah, torej knjigah stare zaveze, je končno skrita skrivnost našega odrešenja. Zato morajo tisti, ki verujejo v Kristusa, te knjige sprejemati z vsem spoštovanjem. In dalje enota ali enotnost obeh zavez, 16. Pravi, Bog, ki je navdihovalec in avtor knjig obeh zavez, je z modrostjo uredil tako, da se nova zaveza v stari skriva, stara pa v novi odkriva. To je že Avguštin govoril. Toda so vendar bile knjige stare zaveze v celoti sprejete v evangelijsko oznanilo. In še bi lahko mest navajal. Ključno, kar se mi tukaj zdi naglasiti, predvsem, ko razmišljamo o podobi Boga, je to, kar pravzaprav že Avguštin in drugi govorijo, pa tudi z besedami že omenjenega profesorja Jakoba Aleksiča, ki pravi takole: obe zavezi med seboj osvetljujeta in pojasnjujeta. Ena brez druge je nedokončano delo, kajti odrešenska zgodovina se ni začela šele ob lesu križa, ampak ob drevesu spoznanja dobrega in hudega. Celo, naslov tega razdelka sem dal Boj za enotnost obeh zavez, je boj za pravo Kristusovo podobo. Pravi Aleksič isti, boj za enotnost obeh zavez je boj za pravo Kristusovo podobo. To bom še poskušal razvijati, zaenkrat pa samo kot motiv. Se pravi, zdi se mi, da predvsem v vsakdanjem življenju kristjani, drugo je na tej ravni strokovnega poznavanja Svetega pisma, se pravi, se zavedamo, da se ta odrešenska zgodovina ni zgodila nikje in nima nobene povezave, in tukaj se tudi stopamo na področje kulture, ki se ga je dotaknil predhodni predavatelj, da je pomanjkanje ali pa odsotno razumevanje te odrešenske zgodovine kot progresivno dejanje. Nekaj, kar se je začelo dogajati in se vrši proti svojemu vrhuncu, ki je Kristus, in do svoje polne dovršitve ali pa odrešitve, ki je tisto novo stvarstvo, v katerem beremo in stari in novi zavezi. In recimo, ker sem že tudi v povzetku napovedal, da bom citiral razne avtorje, bi tukaj eno avtoriteto tudi želel navesti, Baltazar, ki pravi takole: judovsko-krščanska zgodovina je, vsaj če gledamo znanju z zornega kota krščanstva, absolutno enotna, neločljiva zgodovina. Po božji zasnovi ni na svetu nobene večje enotnosti, kakor med staro in novo zavezo, razen če mislimo na enotnost Jezusa Kristusa samega, ki pa je to zavezno enotnost vključil v svojo lastno enotnost. Vsaka ločitev tu pomeni smrt. Ne fizična smrt, ampak pomeni smrt, recimo lahko rečemo, pravilne podobe o Bogu. V zadnji imamo slikico Jezusa v nazareški shodnici, Luka 4, ki se, zanimivo, identificira ravno z starozavezno prerokbo, in teh primerov je XY, ko Jezus kaže na to res veliko povezanost z staro zavezo. Zdajle moram že malo hiteti. Torej, lahko tudi drugače povemo. Neupoštevanje pri razmišljanju o Bogu, se pravi, kakšen je Bog, kakšna je podoba Boga, neupoštevanje pri tem stare zaveze, je pravzaprav preprosto povedano herezija. Herezija, ki je bila obsojena leta 144, njen glavni akter ali pa znanilec akterja je bil Markion. In zanimivo, da v katoliški enciklopediji najdemo recimo ta citat, ki kar drži, da so to, torej markioniti ali markionizem, to so ljudje ali skupina, ki so bili krščanstvu verjetno najbolj nevarni v vsej njegovi zgodovini. Najbolj nevarni v vsej njegovi zgodovini, tisti, ki so poskušali odrezati del stare zaveze in izvajati podobo Kristusa samo iz nove zaveze. Namreč pas takšnega razmišljanja je, da to pomeni, da Kristusova podoba več ni utemeljena pravzaprav v celoti Svetega pisma, to pomeni, da Kristusova podoba več ni biblična, ampak se mora usesti nekam drugam, recimo na filozofe, na moralo, na dogmatiko, ali še lahko bi naštevali naprej. Tako, tukaj je ena mavrica, ki pa v bistvu ni mavrica, gre za grafični prikaz tega, kar sem zdaj razlagal. Spodaj imate sivo, recimo premico, črto,
ločeni so različni deli z različnimi odtenki sive barve. In samo malo, jaz lahko tudi pisavo vzamem. Recimo tale prvi delček predstavlja pač genezo, prvo Mojzesovo knjigo, čist na desni strani tale, recimo pa je torej razodetje. Vse knjige so tukaj not zajete. In ko se recimo, da je zdaj tale del na pamet označujem recimo Matej, in ko se Mateju pojavi ena referenca na Staro zavezo, je avtor tega zapisa naredil takšen lok. Če je Marko omenil recimo, ne vem, tretjo Mojzesovo knjigo, je bil tak lok narisan. Če omenja, se sklicuje na prvo Mojzesovo knjigo, bi bil tak lok narisan. No in tukaj so torej narisani vsi loki, vse reference, ki jih je čez 63.000 v celotnem Svetem pismu, in dobimo, kot vidimo, enoto Stare in Nove zaveze, ki jo ne moremo in ne smemo ločiti, ker namreč vzamemo samo en del tele slike, recimo, da si vzamemo kot prav samo ta del, potem te reference na Staro zavezo nimajo več svoje podstati, grejo kar nekam, v zrak, nimajo svojega temelja. Ne razmišljamo več biblično, svetopisemsko, ampak razmišljamo filozofsko, ali kakorkoli bi že lahko rekli. Tole bom zdaj izpustil, ker me preganja čas, morda v prispevku kasneje. Dejstvo poistovetenja Jezusa kot Boga stvarnika, ali pa bomo rekli Boga Stare zaveze, je neizpodbitno dejstvo v Svetem pismu. O tem trdi Janez v svojem znamenitem prologu, o tem trdi Pavel, kot smo že danes tudi slišali. Prav tale citat, ki ga zdaj izpisujem, je bil prejle prebran, zato ga sam ne bom. V končni fazi sam Jezus trdi enako, ko pravi večkrat jaz sem. In na levi strani imate to besedilo, 2. Mojzesov 3. poglavje, Božje razodetje s svojim imenom, gorečim grmo, ašer, jaz sem, ki sem. Se pravi, tukaj Jezus zelo jasno pove, kdo je, od kod prihaja. In končno, da s tem zaključim, mislim, da imam še minuto, če sem prav gledal. Torej, mislim, da na podlagi delca vpogleda v cerkvene dokumente, ki pa se itak vračajo k izvorom, mislim, da lahko zelo jasno povemo, da pravzaprav v Kristusu, se pravi v podobi Kristusa, v podobi Boga, zelo težko, ali pa govorimo pravzaprav fragmentarno, če od tega odštejemo Staro zavezo. To ne mislim samo na teoretični ravni, ampak mislim predvsem na praktični ravni življenja kristjanov. Morda na neki teoretični ravni še razumemo, ne pa svetopismo vzamemo v roko, vidimo, ok, Stara, Nova zaveza, ampak na praktični ravni, kaj zdaj to v bistvu pomeni, kakšno vlogo ima, ko govorimo o Bogu. Se pravi, je pa res, da ko govorimo o celoti Svetega pisma in podobi Boga in kako ta vpliva, je saj za kristjane tukaj ključen kristocentrični ključ in ta velja jasno tudi za Staro zavezo. In na tem temelju je pravzaprav govora v Dei Verbum o enotnosti Stare in Nove zaveze. In s tem lahko tudi morda zaključim. Ja, no, še tale misel Schildenbergerja, če hodimo po cesti Stare zaveze, gremo Kristusu naproti. Ko se Bog Stare zaveze razodeva, je zelo značilno, da se razodeva z tisto besedno zvezo, jaz sem Bog Abrahamov, Izakov, Jakobov. Se pravi, ne pravi, jaz sem Bog filozofov, jaz sem Bog teoretikov, jaz sem Bog, kaj sem, kogarkoli že, ampak sem Bog ljudi, Bog ene zgodovine, en Bog ene kontinuitete, konkretno Bog življenja in ljudi. Če spregledamo ta vsebinski poudarek, je naša podoba v Kristusu fragmentarna, zato za moje pojme, in to je tudi moja hipoteza, zato je pravzaprav v preteklih stoletjih podoba in teologija, podoba Boga veliko bolj bila, pa temeljila na dogmatiki, na morali, na filozofiji, kakor pa na Svetem pismu samemu. In če želimo, se pravi, govoriti o biblični podobi Boga in s tem odgovarjati na vprašanje, kako je torej poznavanje Svetega pisma pogojeno z človekovo podobo Boga, je to, da kolikor torej poznamo Sveto pismo v celoti,
Na nek način je to tudi najboljši garant, da bomo lahko v celoti ali pa spoznali tisto pravo podobo, ki pa je seveda jasno, kot smo prej slišali, vedno pogojena z neko kulturo, v kateri pač živimo v nekem določenem času. Tako, to bi bilo z moje strani. Hvala lepa.